Del tradicije oziroma del časa, v katerem je živel Prešeren, se je danes prenesel na Kranjske ulice. Kako se vam zdi? Ja, kar v redu je, tudi dosti obiska je tle, več lajnarjev, ne, je čisto uspešno ta prireditev tlele, je čisto v redu. Lajna, to ni samo vrtenje ročice, ampak bistveno več. A seveda, lajna moraš to z dušo in telesom moraš delati, če hočeš lajno vrteti, ne, to je tako, kot vsako živo drugo bitje, ne, ker če imaš, ne vem, z eno žvaljo praviti ali pa z rožcem, ne, moraš z ljubeznijo delati, ne. Instrument, ki je pred vami, nam lahko opišete, kaj to sploh je, kako sistem deluje? No, te lajne, to že stare avstro-ogrske izvirajo, ne. Te lajne so, pač tale je nova, stara šele 5 let, drugače so pa te lajne, jaz imam najstarejši 1812 leta, ki je na val not, ne, in val premikaš in je druga melodija, ne, to je pač od spodaj ima meh, potem ima ojnico, da se proizvaja zrak, ne, in piha pač na piščali, ne, ta je pač ima pa trakove not, ima glih tako piščal not in pač piha na piščali in igra, ne. Je pa treba enakomerno vrteti in tako naprej, ne. Kakšen je pa postopek vzdrževanja instrumenta? Vzdrževanje je pa treba glih tako merkati, kot na vsako drugo stvar, ne. Moraš tudi paziti, takole te temperature, ta vlaga, dež, sonce, to vse škoduje, ne, in danes tudi slabše igra lajna, ker je taka temperatura hladna, moraš bolj hitro vrteti in mrzel zrak, ne, tudi slabše igra, ne. Kot vsak stroj, ne, če je hladno, je težje dela, ne. Sprehod skozi mesto je danes bistveno drugačen, ogromno ljudi, cel kup dogodkov. Kako se vam zdi? Ja, resnično, danes je Kranj zaživel v svoji polnosti, bom rekel, res lepo je biti eden od udeležencev tega dogodka. Mislim, da kaj čemo lepšega, no, uživamo v temu našemu prazniku, uživamo v Prešernu, uživamo v vsemu, kar se trenutno v Kranju dogaja, res lepo. Lepo bi bilo, če bi se današnji dan vseeno raztegnil oziroma spremenil še nekaj dni v tem centru mesta. Ja, center je potreben uživeti, ne, seveda. Zdaj, s takimi dogodki se siguran oživlja in pa mu daje svoj pečat, ne, takle obisk velik tudi od drugot. Vidim, kakor sem zdaj opazil po teh štantih, pri obiskovalcih, da prihajajo praktično iz cele Slovenije in mislim, da je za Kranj to zelo pomembno. Za samo mestno jedro Kranja pa taki dogodki sila dobrodošli. Spoštovani Prešeren, kar nekaj desetletij je že minilo, ta vaša Julija pa še vedno trmasto govori ne in ne. Bo saj danes uspelo? Ne in ne, seveda, to ne bo. Ne in ne, bo vedno ostalo, tako kot sem tudi napisal. Kaj pa je res, pa je pa nekje druge skrito. Je pa res tudi, da sem danes pa domov pelal, sem mislil, da bi se imela da bi bila lahko malo sama, ampak je toliko ljudi noter, da pa ne mora biti. Tako da bo tisto, kam pa greva pa danes zvečer, pa ne bom nobenemu povedal. Julija, pridi! Julija! Kovaštvo, če pogledamo danes v letu 2010 ali 100 let nazaj, v čem je bistvena razlika? Dobar dan. Ja, razlika je zaradi pripomočkov, strojev in tako. Zdaj jaz se bavim še pa z ročnim kovanjem, ne? To je pa isto že par 100 let. Kladivo na kovalo, ogenj in kos železa. Pa seveda klešče morajo biti. Če pogledava postopek od začetka do konca, kako traja, koliko časa traja? Ja, zdaj je to vse odvisno, kaj delaš, ne? Surovo železo, valjano segreješ in potem začneš delati izdelek, kjer ga si se namenil. Če pogledamo današnji sejem v Kranju, kaj konkretno vam pomeni promocijsko oziroma?
Ja, jaz sem prvič tule v Kranju, ne, sem presenečen, koliko je ljudi, verjetno zato, ker je prosti dan in bomo videli, ne, nekaj, če se kaj prodaje, dobrodošlo, lahko se kako naročilo pobere, ne, kar je še boljše lahko, ne. Če pogledamo Kranj v Prešernovih časih ali pa danes, je sprememba očitna, boljša, slabša, vaše mnenje? Ja, jaz lahko odgovorim, ker sem original znotraj in zunaj, z mojim strežarjem pač to že tradicionalno hodva tle okrog in sprememba je, seveda, danes je mrez, kot zadnjič ni bilo. Tako ne bom rekel, no. Tiste čase, ko je bil Prešeren, je bilo sigurno očitno drugače kot danes, ne. To se vidi že po ljudeh, po dejansko zgradbah in vseh teh prireditvah, tako da nimam kaj odgovoriti zaradi tega, da bi bilo tako, kot je bilo, ne. Čeprav pravijo, da tako, kot je bilo, nikoli več ne bo, ne. Ja, no, zgodovina se vrača, je pa vseeno obisk ta, ki zadostuje in dokazuje, da se je tale kulturni praznik v Kranju kar prijel. To se je pa zelo prijel in pozdravljam to in to naj ostane. Sprehod skozi center mesta je danes bistveno drugačen kot ostale dni. Kaj konkretno vam pomeni ta praznik oziroma kakšen je občutek ob tej množici? Ja, občutek ob tej množici je enkraten, mesto zaživi, to se pravi, da smo na pravi poti. Ta se manj pridobiva na kvaliteti, raste vsakoletno, vsako leto je bolj prepoznanje, tudi vsebina je vsako leto boljša. Pohvalno, ko bi Kranj tudi v ostalih dnevih vsaj približno tako živahno valoval, bi bil uspeh še večji. Ja, jaz mislim, da moramo vsi Kranjčani imeti to zavest, da pridemo tudi v kavo v Kranj. In ne, da samo govorimo, da so nas polk na usta, vsak mora nekaj narediti za to in bo Kranj zaživel.